A te zanima, če se vsi tega držijo? Ne. A veš, ko je toliko veter piha, da ne moram nič narediti? Se vidimo jutri! Evo, danes je pa že malo boljš. Dobro, tisti v kamnolomu tamle zadnji malo potajo. Tak, slišiš? Najprej osnova, kar vidiš za mano je Hyundai Tucson, pa ni to nov avto. Ta avto je vam prišel, kdaj, 2015. Je pa prenovljen. Pa ne sem to, če jaz prav razumem, je Tucson najbolj prodajan Hyundai v Sloveniji, pol veš, koliko je pomemben za znamko? Very many. Pa ajde še eno stvar je treba priznati. Kabina zgleda dosti drugače, kot je pred prenovo. Zdaj recimo tale zaslon prosto stoječ, armaturka je zato malo nižja, preglednost boljša, materiali so novi, boljši, mehkejši nov tip. Ampak vse, kar sem zdaj naštel, sploh ni toliko pomemben. Lej, sej super, da zgleda malo bolj sodoben, pa da je kabina malo bolj lušna, ampak bolj važen je to, da je bolj brihten. A veš, zdaj vidi 360 stopinj okoli sebe, pa sam zna zabremzati, pa radarski tempomat ima tudi, pa brezstično lahko polniš telefon, take stvari, recimo. A ja, motor te zanima, 2.0, 136 kW, 4-kolesen pogon, ki mislim, da je serijski s tem motorjem. Ne čak, ni. Ali pa je, nisem ziher. Ne čak, sem malo. Jaz bi mogel te stvari vedeti, Če zbereš ta motor, to mi grede najbolj zmogljiv motor, pol dobiš s 4-kolesen pogon serijski, ampak, ja, zdaj vem, avtomatski menjalnik, ta pa ni serijski, ampak ta ga ima. Pa če že govorimo o menjalniku, je kar lušten. 8-stopenjski, nič posebnega, kar se hitrosti tiče, ampak uglajen. Če avto v easy peleš, boš zelo zadovoljen. Kva gizmoš, ti kakšno srno ujel, a kva boš naredil? Alo, stari. Pač sem, no. Zdravo, stari. Kva je zdaj? Ej, ne predelač, okej? Pa kva so to že zdaj? Jebim. Kar se samega pogona tiče, Hyundaieva klasika, to se pravi v osnovi gre navor sem. Se veš, ka avto zazna, ker reče, malo ti manjka, pa ga pošle sem. Vzmetenje je okej naštiman, pravzaprav je povprečen, ne morem reči, da odstopa v kjerokoli smer, je pa za voziti dost nenaporen. Pa še na prednost prostor, predvsem tukaj v drugi vrsti. Placa je dost. Tukaj njom kaj reči, kufer, tamle za mano, 513 litrov, ne podira rekordov, ampak, le ti ga pokažem. Le da boš videl, 513 litrov zgleda takole, preden avto vrnem mimogrede, ga moram še posesati. O tem je že Jure Gregorčič govoril, dolžnost vsakega avtomobilskega novinarja ni samo, da avto pele preizkus testira, ampak da tudi skrbi zanj. A te zanima, če se vsi tega držijo? Ne. Zdi se podrejo 60-40, ta manjši dele na voznikovi strani, obdelava samega kufra je okej, dvojnega podna v tem primeru ni, zato ker je tukaj rezervna pneumatika, pa kva še, par hakeljčkov imaš. Pa lučka je recimo sam ena, to mi ni toliko všeč. Okej, dost kufra, kaj pa zdaj? Pa valjda te še cena zanima, le osnovnega Tucsona dobiš za koliko, tam je 30 jurjev, tale za mano recimo stane 40. Ja, tako je, poceni to ni, moram pa reči, da za ta denar ta avto ponuja veliko vsebine, pa veliko potovalnega talenta in ko ga probaš celostno oceniti, dejansko ne najdeš veliko stvari, ki bi te motile. Kje si bil? In to je približno to, kar se Tucsona tiče, jaz moram ta avto vrniti, pa ne sem to, danes pičim še na predstavitev, eno slovensko premiero, pazite, v Slovenijo prišla ta nova Mazda 3. Mazda 3. Zdaj pa preden se lotim tega avta, mogoče samo malo zanimiva statistika. Prav, podatek številka 1. Ti veš recimo, koliko približen Mazda proda avtov na let? Tam je 1,5 milijona. A veš, koliko od tega jih pa proda v Evropi? Koliko praviš? 600-700 jurjev? Dobrih 200, nič več. A veš, Evropa za prodajati kot destinacija ni toliko vroča za marsikero znamko, ampak, a veš, fora je pa v tem, da smo Evropejci vsem dost, pravzaprav najbolj zahtevni, in zato je pomemben, česa si želimo, kljub temu, da se tukaj ne proda toliko avtov, kot druge. Pa če te zanima, kako se prodaja, razdeli po Mazdanih modelih, se veš, tako kot ponovadi, poglej slikco, stisnem pauzo, pa si vzem cajt. Škoda malo dež pada, grem jaz noter, prav? Lej, za začetek je tako. Mazda je v primerjavi s prejšnjo generacijo dodatno optimizirala položaj za volanom, da se voznik boljš počuti, raven zato, ker je to primarno vozniški avto. A zdaj te pa zanima, kako so to naredili? Lej, za začetek so spremenili talne točke vpetja voznikovega sedeža. Tudi zato je vozniški položaj zdaj boljši. Pa ne samo to, položaj prestavne ročice, tudi tega so optimizirali. Hodi, kratki, natančni, to je dosti pomemben. Pa ko že govorimo o sprednjih sedežih, Mazdani strokovnjaki, na primer, so poskrbeli, da je stabilizacija medenice, pa tudi hrbtenice boljša in zato mora celotno telo med vožnjo manj truda vložiti v stabilizacijo glave. To se gre v detajle, veš, in potem takem je lahko predvsem daljša vožnja bistveno manj naporna.
Pri motorjih je recimo tako, da bo ta glavna prodajna uspešnica še vedno ostal 2-litrski bencinar, dizel bo tudi tokrat zmanjšal prostornino, ker pri prejšnji generaciji spomniš je bil tisti motor 2.2, pa se jih ni toliko prodal. Zdaj recimo boš pa lahko zbral 1.8, 116 konjev, manj zmogljiv, ampak tudi dostopnejši. A ja pa nikakor ne pozabiti, konc tega leta prije tisti motor, ki ga Mazda napoveduje že leta dobesedno. To bo bencinski atmosferski motor z visoko kompresijo, ki bo nekako združeval prednosti klasičnega turbodizla pa bencinarja. Bom takrat več povedal, ampak zelo zanimiva stvar. Tudi 30% manj porabe pa take fore. A malo pokažem, ko znotraj izgleda. Ok, gremo drugo vrsto. Zdaj takole čist na prvo žogo v tem trenutku sem v tem avtu praktično prvič moram priznati, da je Mazda naredila velik korak naprej. Pa ne govorim samo o prečiščenosti kabine, o minimalizmu, o izboljšanih materialih, celoten feeling tukaj noter je neprimerljiv, je res drugačen kot prej, no. Kar se pa dizajnerskega pristopa tiče, lej, to se bo pa vsak sam odločil. Vem, veliko vas bo tistih, ki boste pizdili na tem, da vmesnik takole ven štrli. Mim nečesa pa preprosto ne moramo. To je pa valjda cena, predvsem pa serijska oprema. Zdaj tako ene hudo skupljene izvedenke ne bo, zato ker bo osnovna trojka stala 19.990. Mimogrede, z tega kota, taka je, ne? Kar se pa te osnovne opreme tiče, LED žarometi, head-up display, mrtvi kot, samodejno zaviranje. Brez veze, da vse po vrst naštevam, prosim lepo, vzem si 5 sekund ali pa 12, prečekiri tale seznam. Pa ko smo že pri pameti, pri sistemih pa teh rečeh, tale Mazda ima recimo 3 čist nove sisteme. Prvo je recimo, da je vsak avto tukaj v kabini opremljen s kamero, ki spremlja voznika pa njegovo utrujenost. Drugi je recimo asistent za zastoje, to pomeni, da ko se boš ti pelil na avtocesti, recimo v gužvi, da bo do 60 km/h avto vse naredil sam. Mislim, ti moraš imeti valjda roko na volanu, ampak vse ostalo pa... Ta tretji čist nov sistem za trojko je pa opozorilnik za prečen promet od spredi. To se pravi, če se boš ti približeval v križišču T, pa ne boš porajto, da kdo prihaja z leve ali pa z desne, te bo avto samo opozoril na to. Pa da se sem itak že ful moker, ga pa lahko še pokažemo, ne da? Samo da mi kakšna gol žogca v glavo preletela. A veš, za obliko se morate sami odločiti. Moram reči, da je tudi od zunaj zelo prečiščena, malenih potez, ampak tiste, ki pa so, god damn it. Evo, jaz moram priznati, da mi je zadek všeč. Všeč mi je na kakšen način rit, ka pade, pa tudi luči, ki jih takole pogledaš od naravnost, od zadaj. Ok, zdaj pa res dost. To je bila domača predstavitev Mazde 3. Jaz o tem avtu vem še veliko več. Konec koncev se zelo veselim, da se bom z njo družil, pa da bom znal kaj več povedati. In to bo zelo kmalu. That's it.